Moja zgodba bo osredotočena na človeka v vesolju in kakšne težave imamo pri življenju v vesolju. Preden začnem mojo zgodbo v vesolju, bi najprej predstavil človeka, ki je naredil prvo medicinsko raziskavo. Ta dias sem moral predstaviti v Strasbourgu, ker med enim kongresom so pozabili pomen vesoljske medicine oziroma vesoljske fiziologije pri odkrivanju vesolja, če bo človek jasno prisostvoval pri tem. Več kot 300 let nazaj so ljudje na teh ladjah, ki so odkrivali svet, umirali. Pol posadke je umrlo na teh ladjah. Za en zelo enostaven problem, skorbut. In niso vedeli, zakaj nastaja skorbut, kako preprečiti. James Lind je opravil prvo tako medicinsko resno raziskavo in je gotovo, da če ne jeste vitamin C, dovolj vitamina C-ja, dobite skorbut in lahko umrete. No in od takrat, jasno, imamo na ladjah, vse takrat so na ladjah dajali pomaranče, to se pravi sadje, mogoče tudi zelje, to se pravi, kar je vsebovalo vitamin C, da bi preprečili, ljudje so, jasno, niso več umirali pri odkrivanju sveta. In zdaj smo na področju, kjer odkrivamo vesolje. Hočemo ne samo živeti v vesolju, hočemo imeti habitate na Luni, na Marsu in zdaj se moramo soočati s težavami, ki jih bodo imeli ljudje. In tega je veliko premalo. Če recimo za primer povem, v zadnjih 5 letih je bilo čez 250 raziskav podprtih strani Evropske komisije na področju vesolja. Samo ena raziskava je bila osredotočena na vesoljsko medicino od 250-ih. In tista ena raziskava je pa raziskava, ki smo jo mi dobili v Sloveniji. Tako da nekako orjemo ledino, kar se tiče tega. In danes bom povedal to zgodbo. Predno začnem, pa jasno, ne moremo, ne da bi omenili Hermana Potočnika. Koliko vas je prebralo njegovo knjigo tukaj? Aha, ni večina, no. V glavnem Herman Potočnik, če preberete njegovo knjigo, je zelo zanimiva. On je imel veliko idej. On je bil izumitelj geostacionarnih satelitov, recimo. To ne vemo. On je prvi nekje nakazal, da bi lahko breztežnost negativno vplivala na človeka. Samo ta knjiga je šla leta 1929, takrat še nismo bili v vesolju. Ampak niso niti vedeli, kaj to pomeni breztežnost v glavnem. Ja, on je rekel, če skočiš, je tista mikrosekunda na vrhu breztežnost. Če padem z drevesa, je tistih, zavisi od velikosti drevesa, lahko je sekunda ali več, tist čas je tudi v breztežnosti. In ni mogel se prepričati, da breztežnost ne bi imela slabe lastnosti. In je v tisti knjigi opisal, recimo, en model novega satelita. In to je na sliki tukaj na levi, to je naslovnica njegove knjige. On je predlagal tako, ne vemo, kako breztežnost vpliva na človeka, najverjetneje slabo in da bi preprečili to, dajmo razviti satelit oziroma postajo, ki bo imela težnost. In edini način, da to narediš, je tako kot ringešpil. To se pravi, da imaš postajo, ki se vrti. In tam ta postaja je bila tako kot en krof, in ljudje naj bi noter živeli in ker se vrti, jasno, je vedno 1G težnost. Kar pomeni, da živijo ne samo v toplem okolju, tlak je normalen, ampak tudi težnost je taka kot na Zemlji. No, leta 1968 je pa to idejo prevzel Arthur C. Clarke v svojem filmu 2001 Space Odyssey, če ste gledali. Tam not je prima, ne? To je ideja od Potočnika. Torej, breztežnost, danes vemo, ima določene negativne lastnosti. Zakaj? Naše telo je zelo zanimivo, ker se adaptira na okolje, kateremu je izpostavljen. Če gremo na vroče okolje, se adaptiramo na vročino. Če gremo v breztežnost, se adaptiramo na breztežnost. Torej, kaj se dogaja? Začnemo izgubljati, recimo, spreminjati določene fiziološke procese, ki jih v vesolju ne potrebujemo. In problem življenja v vesolju ni to, da se telo adaptira na breztežnost, problem je povratka. Če se človek po enem letu
življenja v vesolju, ko je adaptiran na nič G, vrne na Zemljo, kjer je 1G. Lahko je zelo, ne more več živeti v tem okolju, mora se zopet adaptirati. In naše raziskave so zdaj usmerjene v to, da razumemo, kaj se dogaja v prestežnosti, kakšne razlike, kakšni procesi se dogajajo in kako tiste procese preprečiti. Torej se bom že na začetku zdaj opravičil dr. Kobalu, ker ne bom govoril o rehabilitaciji astronautov, ampak bom govoril na Zemlji, ko se vrnejo, ampak bom govoril o tem, kako to rehabilitacijo izvajamo že v vesolju, da preprečimo te spremembe, da ne počakamo, da se vrnejo, pa jim takrat pomagamo. No, povedal bom, recimo, kaj se zgodi v 3 fizioloških sistemih. Za primer. Tukaj imamo sliko našega srca in ožilja. In na levi strani je situacija na Zemlji, na desni strani je pa situacija v vesolju. In kaj se vidi? Da v bistvu vsa kri, ki jo zdaj jaz imam v nogah, je kar naenkrat se premestila to se pravi v pljuča. In kako bi jaz to lahko simuliral na Zemlji? Na Zemlji ne moremo simulirati breztežnost. Zelo enostavno. A bo tole držalo? Zdajle je moja situacija tako kot na desni. Vsa kri je šla v pljuča. Celo pa še spim. To se pravi, da ko gremo v vesolje, se v bistvu delovanje srca tudi spremeni. Zakaj? Ker srce je črpalka in črpa kri do nog, do glave. In to je dokaj zahtevno za srce, da vzdržuje tlak 120/80 mm živega srebra. In jasno, če se jaz uležem, je za srce veliko lažje pumpati kri vodravno, kot pa vertikalno. In jasno, to je prima. Če imaš slabo srce, to prima, ne, če se uležeš. Problem je, da če tako ležiš v postelji ali pa na mizi ali pa si v vesolju več mesecev, začneš zgubljati maso srčne mišice. To se pravi, funkcija srca se začne spreminjati. Srce ne more več uravnavati tlaka. A ste kdaj videli astronauta, recimo, ki je bil eno leto v vesolju, da je odprl vrata, recimo, tega vozila in skočil ven in tako le zaplesal? Nemogoče. Zakaj? Ker njegov sistem, to se imenuje barorefleks, sistem, ki upravlja srčni tlak, ni več navajen na 1G in te astronauti padejo v nezavest. Tako da, če vidite slike, recimo stare slike ruskih astronautov, pa tudi ameriških, ki so bili dalj časa v vesolju, vedno sedijo skoraj na pol leže, prav zaradi tega, ker jih skrbi, da ne bi padali v nezavest. To traja več tednov, da se rehabilitirajo. Trenutno, jasno, poskušajo določene telovadbe v vesolju, da bi to preprečili, da bi prišli nazaj na Zemljo in jasno, da lahko zaplesali že prvi dan. Trenutno to ni zelo mogoče. No, razen tega, da imamo zmanjšano maso srčne mišice, ko sem rekel, imamo spremembo v delovanju srca, to sem že omenil, no, imamo pa tudi večjo podajnost žil. Kaj to pomeni? Naše arterije, recimo, so mišice, stene so mišice. In jasno, mi lahko krčimo te žile, vendar v vesolju se tudi te mišice lahko atrofirajo, zmanjša se masa teh mišic. In če bi recimo lahko pogledal, koliko so raztegljive te žile, bi videl, da po enem mesecu ali pa več mesecev v vesolju so te žile veliko bolj elastične. Kar pomeni, da je to potem še en faktor, ki v bistvu povzroča tole spremembo v delovanju srca. In seveda, ker imamo situacijo, kot je na desni, to povzroča tudi zmanjšani volumen plazme v krvi. Tukaj je graf, ki prikazuje te spremembe. Če ste v vesolju, recimo do nekje 30 dni, se pravi en mesec, že po enem mesecu vidite spremembe v mišicah, v krvi in v vaši aerobni zmogljivosti. Torej, po enem mesecu izgubimo 8 do 10% mišične mase, sicer ne v rokah, predvsem v nogah. Veste, kaj je aerobna zmogljivost? To je tisto, kar športniki grejo na tekočo preprogo, pa laufajo ali pa biciklirajo do konca in izmerijo, koliko kisika lahko telo porabi največ. In ta aerobna zmogljivost se tudi zmanjša za tam 16
do 20%. Volumen plazme se tudi jasno zmanjša. Kar se tiče pa mišic in kosti, če gledamo zdaj recimo isti graf, sem zdaj v tednih, 5 do 6 tednov, vidimo, da se tudi po 5 tednih spremeni kostna masa in predvsem smo videli v kolku, pa recimo v teh kosti v nogah, tam do 2 do 3% zgubimo kostne mase, potem pa mišično maso sem že povedal, ampak tudi jasno mišično moč. Torej, človek, ki je v vesolju en mesec, zgubi 10% mišične mase v nogah, zgubi približno 25% mišične moči in pa recimo 15% aerobne zmogljivosti. To se pravi, oziroma se skoraj stara malo, postaneš v bistvu iz športnika, postaneš skoraj neaktiven človek, ne športnik, pa čeprav gor telovadiš. To je moja najljubši tak vic, kot ga sprašuje, kako se počutite po 6 mesecih v vesolju, pa sem pogledajte noge. Jasno, to so te največje spremembe v nogah in seveda v srčno-žilnem sistemu. No in zdaj pa druga plat zgodbe. Zdaj vemo, kaj se dogaja. To smo proučevali tudi v Sloveniji, v ortopedski bolnišnici Valdoltri. Ti poskusi so bili takšni, to je 2001 naprej, to so bili taki poskusi, da smo zdrave, mlade preiskovance prosili, če bi lahko ležali v posteli en mesec, 35 dni. In to smo tudi opravili večkrat in smo opazovali, kaj se dogaja v teh fizioloških sistemih. Te poskuse delajo v Ameriki, v Rusiji, v Franciji, v Nemčiji in tudi mi v Sloveniji od leta 2001. Tako da vemo, kaj se dogaja, oziroma kakšne so te spremembe, potek teh sprememb in lahko zdaj načrtujemo mogoče iniciative, kako to preprečiti. Kakšno stanje pa sedaj v vesolju? V vesolju sedaj astronauti redno vadijo na cikloergometru in na tekoči preprogi. Vendar, zdaj za tiste, ki vas zanima športna medicina, zdaj smo ugotovili, da v bistvu takšna aerobna vadba mogoče ni najboljša v vesolju. Da če izgubljaš mišično maso pa kostno maso, je najboljše, če bi dvigoval uteži ali kaj takega. Samo jasno v vesolju ne moreš dvigovati uteži, ker je breztežnostno. A pa lahko z enimi bungee pa tako to popraviš. Torej, zdaj raziskujejo, kakšna vadba bi bila takšna, da bi recimo pomagala vsem fiziološkim sistemom. Kajti takšna vadba je samo za srce in ožilje. Dobro, mišice tudi malo, ampak ne toliko, da bi preprečile atrofijo. Tam je na desni všeč, ker je isti bicikl potem v vesolju uporabil, da še roke malo trenira na cikloergometru. Torej, cikloergometrija je en način, tekoča preproga je pa druga. Na levi strani je stara slika, ko so imeli plastiko na eni ploščadi, ki je bila malo nagnjena in so imeli recimo nogavice in so v bistvu drsali na tej ploščadi. Ni bila tekoča preproga, ampak seveda, ker je to breztežnost, so morali biti priklenjeni nekako na tla in zaradi tega vidite te elastike spredaj in zadaj, da v bistvu, ko je skakal, da ga je spet pripeljalo nazaj na to ploščad. Na desni pa zdaj vidimo stanje, kot je, kjer imajo tekočo preprogo. Ena zanimivost, vsi poznamo Sunito Williams najbrž, in je imela tudi en intervju v Sloveniji takrat in nam je povedala, da v bistvu je pretekla bostonski maraton v vesolju. To se pravi, ona je bila gor v vesolju takrat, ko se je dogajal bostonski maraton in ko je pištola ustrelila v Bostonu, na zemlji ona začela teči. In je v bistvu astronauti drugi kolegi so bili zraven, so jo bodrili in štopali in tako da je, se mi zdi, pretekla prvi maraton v vesolju. Njena sestra Dina pa verjetno na zemlji. Tako je. No, to sem zdaj pokazal, recimo, kaj se uporablja za preprečevanje sprememb v srca, ožilja, mišic in kosti, ker tek je zelo dober, ker s tekom v bistvu obremenjujemo kosti. In je ta v bistvu sila, ko udarimo ob tla, to je tisto, kar kost potrebuje, da v bistvu ne izgubljamo kostno maso. In to je zelo pomembno, zaradi tega
tek je zelo pomemben. Kar se tiče pa krvnega obtoka oziroma regulacije srca, pa so Rusi začeli uporabljati eno napravo, ki v bistvu naredi podtlak v spodnjem delu telesa. In to nekako posrka kri v noge, jasno, srce mora več delati, da lahko potem ta kri kroži. In zdaj na desni so te hlače, ki naj bi jih uporabljali. Zdaj to ni ravno, bi rekel, to se ne uporablja redno, ampak je še vedno ideja, ki se raziskuje. Mene je vedno včasih zanima, kako ljudje pridejo do takih idej. In sem ravno zadnjič gledal tole risanko Lajči, ki je imel tudi take hlače, kot vidite. Tako da ne vem, ali so oni dobili idejo od njih, ali oni od njih, ampak v glavnem zelo podobno. No, kakšno je stanje na vesoljski postaji, kar se tiče življenja? V vesoljski postaji je temperatura, vlaga, tlak, vse je normalno, edino težnosti ni. Tako da, zdaj sem že povedal, kakšne so težave, kar se tiče breztežnosti fizioloških sistemov. Samo še en problem je v vesolju, mislim na vesoljski postaji. Ko gre astronaut izven postaje in dela izven postaje, ta prehod je zelo nevaren. Zakaj? Ker če bi on ne more vzeti atmosfero iz postaje s sabo v tej obleki ven. Ker obleka je prožna, je v bistvu ni trda obleka. In če on gre iz ene atmosfere, ki je v postaji, v skorajšnji vakuum, ki je zunaj, bi se ta obleka napihnila in ne bi mogel premikati noge, roke, ampak bi bil čisto kot v enem balonu. Da bi preprečil to, je v obleki tlak 1/3 atmosfere, približno. In zdaj, da spustijo ta tlak iz ene atmosfere na 1/3 atmosfere, mora on izvajati proces, ki ga izvajajo potapljači pod morjem. Temu se reče dekompresija. Astronaut mora vsakič, ko gre ven iz postaje, dihati kisik 6 do 8 ur in tlak se zelo počasi spušča. Vse skupaj traja 6 do 8 ur, preden lahko stopi izven postaje v tej obleki. In zdaj, to ni tak problem, zaradi tega, ker mogoče grejo izven postaje enkrat na mesec. Mislim, zelo redko. Problem bo na Luni in Marsu. Si predstavljate, da zdaj se vozite po Luni v takem avtodomu, to ne bo, žal najbrž ne bo Adria mobil ali kaj takega, ampak recimo, tak avtodom se zdaj načrtuje za Luno in tukaj not bojo živeli, delali, spali in ko bojo videli zanimiv kamen, se bojo ustavili in jasno, 6 do 8 ur kasneje bojo šli po tisti kamen. Šli nazaj notri, potem se peljali naprej, mogoče 20 minut, še eden, spet 6 do 8 ur in tako naprej. To ne bo šlo. Zaradi tega so se pri nas odločili, da bo proces malo drugačen. Zakaj ne bi zmanjšali tlak v tem vozilu, tako da bi astronauti šli lahko takoj ven v obleko, ne da bi delali to dekompresijo. Prav, samo tisti tlak, ki ga oni želijo imeti, je premajhen, da bi lahko človek živel v njem. Premalo kisika, premalo delnega tlaka kisika. In so rekli, nič bomo malo povečali kisik. V glavnem, sedaj načrtujejo, da bojo ljudje, ki bojo živeli v tem vozilu, živeli na simulirani višini 4000 metrov nadmorske višine. Če vzamete skupaj tlak, pa kisik, pa tako naprej, tako kot če bi na Mont Blancu, 4000 metrov nadmorske višine. In kaj je zdaj proces? Zdaj vidite tam na tem vozilu zadaj sta dve obleki. Zdaj je proces tak, če se zaustavijo nekaj vidijo, enostavno odprejo vrata, stopijo v te obleke, zaprejo vrata, se odpopajo od tega vozila in hodijo jasno po okoli. Tisto, kar vidite nahrbtnik, je v bistvu tisto, kar on nosi, ta nahrbtnik, so v bistvu vrata tistega vozila. In to je zdaj pristop bivanja trenutno na Luni. Kaj pa težava? Mi že 50 let delamo, jaz osebno, ampak znanstveniki v NASA, Rusi in posod po svetu že 50 let delajo na teh težavah o problematiki o vpliv breztežnosti na fiziološke sisteme, kako preprečiti. To nam je dokaj znano.
Več kot 100 let delamo na področju višinske medicine, da vemo, kako recimo visokogorje vpliva na človeka, hipoksija. Ne vemo pa še, kako to dvoje skupaj vplivata na človeka. Ker teli astronavti bojo živeli v hipoksiji, to se pravi simuliranem visokogorju, in tudi zmanjšani težnosti, ker na Luni je 1/6 težnosti Zemlje. In to je tisto, kar v bistvu je cilj našega projekta, ne, da sproučimo, kakšen je vpliv teh dveh faktorjev. Zdaj, mi žal ne hodimo v vesolje velikokrat, nimamo takih satelitov in tako naprej, tako da si moramo nekako zamisliti, kako bi delali te raziskave na Zemlji. Kot sem prej omenil, je zelo težko simulirati raztežnost. Če jo lahko, je to za kratek čas. Če jaz naredim tak poskus, se ne bojo nobene spremembe zgodile v mojih kosteh ali pa mišicah. Se pravi, rabimo več časa. In tukaj prikazuje v bistvu en eksperiment, ki ga tudi ESA in NASA podpira, temu se pravijo drop towers. Če imate tak poskus, ga daste v škatlo in lahko v bistvu ga vržete oziroma pada, to je kot en stolp in v tem stolpu pada in v tistem času, ki je breztežnost, lahko delate te poskuse. No, imamo še en način in to je ta parabolični let. In tukaj je pa letalo, veliko letalo, v tem letalu postavite poskus in to letalo naredi takle let, kjer v bistvu naredi parabolo in na vrh te parabole imate 20 sekund mikrogravitacije, skoraj 0G. Zopet, teh 20 sekund za kakšne živčne odzive, možno, za kakšne srčne odzive, ok, ampak za kakšne odzive v mišicah, kosteh, prekratek čas. In mi se poslužujemo nekaj, kar se imenuje bed rest, ležanje ali mirovanje v postelji, kot sem prej nakazal. Ker če vi mirujete, oziroma ste tako kot je tale preizkonec levo zgoraj, če mirujete, ležite v postelji 1 mesec, spremembe, ki jih opažamo v srcu, ožilju, mišicah, kosteh, v vseh fizioloških sistemih je enak, kot če bi bili 1 mesec v vesolju. Torej lahko opazujemo učinek breztežnosti na človeka kar tukaj na Zemlji. Zelo enostaven instrument, postelja, in jasno ob tem lahko raziskujemo različne fiziološke sisteme. Lahko pa zdaj tudi opazujemo, kako bi preprečili te spremembe, tako da lahko vključimo različne vadbene inštrumente in vidimo, kako so ti učinkoviti za preprečevanje vseh tistih sprememb, ki sem jih prej povedal. Dobro, to lahko delamo, to se dela po celem svetu. Mi imamo pa en prvenec v Sloveniji, ker to delamo na Gorenjskem. Tudi, no ne. Ste bili mogoče v Centru za šolske dejavnosti v Planici? Ja? No, če ste šli v ta lev del, slika je malo slaba, na drugem nadstropju piše višinske sobe. V tem domu smo mi pred, zdaj že tu 7 let, smo vgradili sistem, ki zmanjša vsebnost kisika na celem nadstropju. To se pravi, če greste v ta center, lahko naročite, da bi spali na baznem taboru Everesta. Ker z zmanjševanjem vsebnosti kisika povzročamo hipoksijo in simuliramo nadmorsko višino. In tako da smo spremenili to drugo nadstropje v eno simulacijo planetarnega oziroma lunarnega habitata. In razvoj tega centra je seveda financiral Evropski sklad za regionalni razvoj, kot tudi te skakalnice, ko jih gradijo. Naš projekt, ki ga izvajamo že več let, pa podpira Evropska vesoljska agencija in zdaj tudi Evropska komisija, ker imamo evropski projekt. In kaj delamo? Ugotavljamo, kako 10 in ali 21-dnevno bivanje v stimuliranem planetarnem habitatu vpliva na vse te fiziološke sisteme. Torej ležijo v postelji in so v hipoksiji na simulirani višini 4000 metrov. Zdaj, jasno, ti projekti zdaj tečejo, ravno sedaj je ta zadnje obdobje teh projektov in že vemo nekaj, ne vse, ampak nekaj že vemo. Tiste spremembe, ki sem povedal, to že opažamo, če so v normoksiji, vidimo pa, da hipoksija, to se pravi visokogorje, nekako preprečuje določene spremembe, druge pa nekako potencira. In raziskave
so osredotočene na mišično atrofijo, osteoporozo, sladkorno bolezen in prekomerno težo. Ta zadnja je zanimiva. To smo delali še en drug projekt, ki je bil industrijski projekt. A veste, da alpinisti, ko grejo na Everest, pa živijo čez 5000 metrov, zgubljajo težo? Ne vemo zakaj. A je to zaradi apetita, slabe hrane, a je to zaradi tega, ker hrana se ne absorbira, v glavnem zgubljajo težo. Seveda, če bi bil to en način, da bi lahko tudi zgubljali težo, da gremo v hotel na 4000 metrov, pa za en teden izgubimo težo, to je bilo zelo zanimivo. Ampak sedaj samo proučujemo, kakšne so te možnosti, kaj se dogaja v človeškem telesu. In to je seveda zelo pomembno tudi za prehrano astronautov. Druga zadeva, ki je pa zelo pomembna, veliko ljudi je na svetu, ker to, kar mi delamo, ni samo za astronaute. Mi ne bi dobili te projekte, če bi bilo samo za vesolje in samo za astronaute. Mi moramo dokazati, da vse to, kar delamo, pomaga ljudem na Zemlji. Veliko populacij bolnikov je na Zemlji, ki so neaktivni in pa hipoksični. Poglejmo pljučnega bolnika. Pljučni bolnik ima bolana pljuča in kisik ne prodre pravilno skozi pljuča v kri. Jasno, in potem ni dovolj kisika v krvi in posledično ni dovolj kisika v mišicah. In kaj se zgodi? Te ljudje ne morejo telovaditi, se ne morejo premikati, postanejo neaktivni. Kaj pa srčni bolniki imajo? Zdrava pljuča, pride kisik v kri, vendar zaradi zdravih žil, karkoli, kri ne pride do mišic ali pa do drugih organov. Zopet hipoksija v telesu in neaktivnost. Prekomerna teža. Če je nekdo 150-200 kg, ponavadi normalen človek ima 8 litrov krvi v sebi, da lahko oksigenira vsa tkiva. Če pa nekdo 150-200 nima, rekel, proporcionalno toliko več krvi, ima več, ampak veliko tkiva je hipoksičnega. In to je zdaj, naš model nekako nam dovoljuje, da raziskujemo na zdravih ljudeh, kaj se dogaja, če bi recimo to bilo bolezensko stanje. To je v bistvu tudi pomen teh recimo znanstvenih in zdravniških raziskav na Everestu v Himalajih. Kaj je pomen? Če zdravnik dobi bolnika, ki ima pljučno bolezen in ga tisti dan vidi vse simptome, vse karakteristike telesa, ta zdravnik ne more vedeti, kateri simptomi so zaradi bolezni, kateri so pa zaradi tega, ker se je leta in leta telo adaptiralo na tisto hipoksijo, ki jo je ta bolezen povzročila. Torej, s temi raziskavami začnemo nekako razumevati adaptacijo telesa na hipoksijo, ki je posledica v bistvu bolezni. Torej, recimo vzamemo bolnika, ki ima kronično obstruktivno pulmonarno bolezen. Ta bolezen povzroča hipoksijo. In če ta bolnik ima manj mišic ali pa izgubo kostne mase, to ni zaradi pljučne bolezni, to je zaradi tega, ker je neaktiven in zaradi adaptacije na neaktivnost in na hipoksijo. Pa mogoče bi končal z eno zelo zanimivo misel ene kolegice, ki jo najbrž kolegi iz nas poznajo. Joanne Vernikos je bila dolgo leta voditeljica te vesoljske medicine pri nas. In ona je zdaj eno knjigo, ki pravi: neaktivnost ubija. To se pravi, da bi vsi morali na sedežih imeti to opozorilo, ne sedeti, ker vas bo ubilo, tako kot na cigaretih. Zakaj? Ker ko se rodimo, pred rojstvom smo jasno v tekočini, skoraj v breztežnostnem stanju. Ko se rodimo, potem cel življenje nekako se borimo z gravitacijo. Že ko se rodimo, ne moremo se dvigati, mišice razvijamo in tako naprej. Ko odrastemo, se začnemo jasno ukvarjati s športom, smo zdravi in premagujemo enostavno gravitacijo. Ko se pa staramo, pa zopet gravitacija začne premagovati. In če se ne upiramo tej gravitaciji, če smo neaktivni, je to najlažji način v bistvu, da prej umremo. In zaradi tega je aktivnost zelo pomembna. In to je tudi pomen teh raziskav, da dokažemo, da pokažemo, kako negativni učinek je neaktivnosti na človeka. No, več rezultatov iz Planice naslednje leto, če bomo živi, zdravi in povabljeni.
Kaj pa na koncu bi sem rekel, 80 let kasneje, pokazal sem vam to sliko, kjer je Potočnik predlagal postajo, ki se vrti, to se pravi umetno gravitacijo. 80 let kasneje v Kelnu in tukaj v Toulouseu ESA izvaja poskuse, kjer imajo centrifugo, kjer imajo centrifugo, na kateri so 4 ležišča ali pa sedeži. Astronaut, tole naj bi bilo vgrajeno v vesoljsko plovilo in namesto vseh tistih vaj, ki sem vam kazal na začetku, naj bi astronauti imeli vsak dan en režim v umetni gravitaciji. Ker če se vrtijo in imajo spodaj jasno stopala na eni platformi, imajo vedno ta pritisk enega ali več G, zavisijo jasno, kako hitro se vrti. Istočasno gledajo različne lege, različne telovadbe, medtem ko se vrtijo v ležečem položaju. To se pravi, končno po 80 letih se vračamo nazaj na osnovno idejo Hermana Potočnika, ustvariti umetno gravitacijo v vesoljskem plovilu. Torej, čeprav imamo Cape Canaveral in tako naprej v Ameriki, mi imamo sedaj tudi en center poletov, kjer pa tudi mi ustvarjamo tole znanost na področju vesoljske medicine v Planici. Hvala lepa. Kakšno vprašanje za profesora Mekjaviča? Ja, prosim. Ja, sej, to je zelo pomembno vprašanje. Zaenkrat bi tako rekel, da je tega, kar se pa nisem dotaknil, je pa radiacija. Ker to, kar sem se jaz dotaknil, so samo spremembe v fizioloških sistemih zaradi breztežnosti. Ker pa so izpostavljeni, se mi zdi, da je večji problem radiacija kot breztežnost. Da morajo, recimo na Luni in na Marsu predvidevajo, da bojo habitati pod zemljo zaščiteni. Tako da, če bojo živeli tam, da bojo v bistvu zaščiteni od radiacije. In če bojo vse te spremembe preprečene, po mojem, da ne bi smelo biti razlike, samo noben ne ve. Trenutno bi rekel tisti hot topic, kot pravijo, najbolj vroča tema v vesoljski medicini sedaj je oftalmološki problem. Namreč na astronautih, ki so bili dalj časa v vesolju, so videli spremembe, anatomske spremembe v očeh, ki sicer ne ogrožajo vid tako veliko, samo ne razumemo, zakaj je prišlo do teh sprememb. In kot da bi se recimo zunanji del očesa nekako grbančil. In to je samo na astronautih, ki so bili dalj časa gor. In zdaj en velik del raziskav je osredotočen na to. Tako da teme se spreminjajo. Trenutno je oftalmološki, bi rekel, zaradi tega, ker ga ne razumemo, najbolj pereč problem. To tudi mi gledamo v Planici, kaj se dogaja v retini očesa in če so kakšne spremembe ali ne. Tukaj tisti, ki se zanimate za naravoslovje oziroma biologijo, fiziologijo, bi sem recimo rekel, da včasih so te interdisciplinarne zadeve zelo zanimive. Recimo zdaj proučujemo, kaj ima medved, kar mi nimamo. Ker medved spi pol leta, pa vstane, pa mu nič ni. Nima osteoporoze, zelo malo mišične atrofije. Kaj hudiča ima medved, kar mi nimamo, ker če mi ležimo, vem iz izkušenj, en mesec, takole se premikaš, takoj ko vstaneš, če lahko sploh stojiš. To se pravi, v živalskem svetu vidimo sigurno določene stvari, ki so zelo zanimive in če bi jih razumeli, bi lahko jasno to prenesli na to problematiko. S tem se tudi ukvarjamo. Dobro, če ni več vprašanj, se še enkrat zahvaljujem profesorju Mekjaviču za njegov res izredni nastop.